Dragi gospod podpredsednici, draga Julija, hvala za povabilo. Spoštovane gospe in gospodje, drage članice Zveze slovenskih žena, dragi dečle, hvala za prelepe pesmi, ki smo jih ravnokar slišali. Najprej se želim zahvaliti za povabilo, katerega sem prejela predvsem v funkciji predsednice Barne hiše v Celovcu. Zato se želim v današnjem govoru osredotočiti na položaj žensk s posebnim pogledom na nasilje nad ženskami. Nasilje nad ženskami, ki predstavlja v vseh državah po svetu resno in razširjeno družbeno težavo. Aktualne študije o razširjenosti nasilja kažejo visoko prizadetost nasilja, ki ga doživljajo ženske, ne samo v drugih državah, ampak tudi v Avstriji. Danes praznujemo Mednarodni dan žena, 8. marec, ki nas naj spomni na vse mednarodne boje žensk za enakost spolov in za pravice žensk. Lahko praznujemo vse te uspehe, ki jih je mednarodno žensko gibanje do sedaj doseglo za izboljšanje položaja žensk v naši družbi. Nasilje nad ženskami velik družbeni problem. Saj je pojav nasilja zelo odvisen od tega, kako družba nanj reagira. Lahko ga sankcionira in obsodi in tako tudi ukrepa, da se nasilje ustavlja in zmanjšuje. Imamo pa tudi družbene oblike, kjer se nasilje tolerira, spregleda, minimalizira ali pa celo pospešuje. Družba je namreč plodišče in podlaga, na kateri se nasilje nad ženskami razvija. Nasilje tako nikoli ni individualni problem posameznice, ki ga doživlja. Okoliščina, v kateri se nasilje nad ženskami dogaja, ima najmanj tako važno vlogo kot nasilnež sam. Naloga družbe je, da pokaže držo ničelne tolerance do nasilja in da izključi vse dejavnike, ki pospešujejo nasilje nad ženskami. Sicer pa je po definiciji nasilje nad ženskami vsako dejanje nasilja, ki temelji na spolu in ima za posledico fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje žensk. Vključene so tudi grožnje s takšnimi dejanji. Statistični podatki o pogostosti nasilja nad ženskami so pretresljivi. Statistik Avstrija je leta 2022 objavila, da moramo izhajati iz tega, da je v Avstriji od 15. leta naprej približno 1 od 3, to je 30%, žensk v svojem življenju žrtev fizičnega in ali spolnega nasilja. In skoraj vsaka 6. ženska je v odrasli dobi doživela grožnje s fizičnim nasiljem. V Avstriji imamo tudi blazno visoko število femicidov. Kot femicid šteje umor ženske zaradi njenega spola in opisuje skrajno obliko nasilja nad ženskami. Umor žensk je posledica predsodkov, diskriminacije in zatiranja žensk zaradi spola, ter je tragična realnost v številnih družbah po svetu. Leta 2023 je v Avstriji skupaj bilo 28 umorjenih žensk, od tega je bilo 26 femicidov. Leta 2024 je bilo 25 femicidov in 36 poskusov umora. S temi številkami Avstrija postavlja žalosten rekord, ker šteje med tiste države Evrope, ki ima največ femicidov. Jeseni lanskega leta je celovška Barna hiša praznovala 40. obletnico obstoja. In smo se spraševali, ali je to res obletnica, ki jo naj praznujemo. Saj dejstvo, da rabimo varne hiše za žene, ki morajo zbežati iz doma, ni nič praznovanja vredno. Se bomo šele lahko praznovali, ko bo šlo ženskam tako dobro, da varnih hiš ne bo več potrebnih. Smo se pa odločile, da bomo le praznovali slovesno prireditev in tudi simpozij smo pripravili. Videli smo v tem namreč priložnost, da opozorimo na uspehe in na dejstvo,
da se je v zadnjih letih boja proti nasilju kar precej premaknilo na boljše. Da je bil položaj žensk pred političnimi uspehi ženskega gibanja v 70-ih letih prejšnjega stoletja veliko hujši in so bile veliko bolj na slabšem kot danes. Hotele pa smo tudi koristiti medialno prezenco, da informiramo in senzibiliziramo javnost o še vedno obstaječem nasilju nad ženskami, ki se pojavlja vsak dan, pogosto tudi v najbližji soseščini. In da nam mora biti jasno, da je najbolj nevaren prostor za ženske tudi še danes njihov lasten dom. Tudi če to v medijih ni tako prisotno. Dom je najpogostejše prizorišče dolgotrajnega nasilja. Po ocenah policije se približno 90% vseh nasilnih dejanj nad ženskami pojavi v ožjem družinskem in neposrednem socialnem okolju. Se pravi tam, kjer bi se morale ženske počutiti najbolj varne, so najmanj. Nasilje v zasebnem okolju traja pogosto dolga leta, ostane najdlje skrito in nevidno. Ženske so zavezane v tesnih osebnih odnosih z nasilnežem, prenašajo trpinčenje, ki se običajno v teku časa stopnjuje in narašča. Nimajo dosti moči, da bi se mu postavile in tako preprečili muko. Žena, stara 45 let, stoji pred vrati varne hiše, prosi za pomoč. Mama 2 otrok, 12-letna hčerka, 10-letni sin stojita poleg nje. Šele, ko se je hčerka zaupala učiteljici, da noče več iti domov, ker je oče tako grd do mame, se vsak dan z njo krega, jo zmerja in jo tudi tepe, se je mama odločila za korak in zbežala v varno hišo. Trpinčenje je trajalo nad 10 let. Začetka je bil mož ljubezniv in izpolnil vsako željo. V teku leta se je mož spremenil, postal agresiven. Agresije so se stopnjevale. Včasih za malenkosti, žalitve, grožnje, poniževanje. Žena je vse pretrpela. Za otroke, kot je sama rekla. Šele, ko je učiteljica prosila na pogovor in je razkrila skrbi dekleta, je dojela, kako hudo je vse to tudi za otroka. So se ji odprle oči, ne zase, za otroka je našla moč za korak v varno hišo. Pred možem se je bala. Strah ji je blestel iz oči, tudi še, ko je bila na varnem. Bala se je pred njim. Bala se pa je tudi pred bodočnostjo. Kako bo šlo naprej? Kje bo našla stanovanje? Kako bo financirala življenje? Kako bo lahko nudila otrokoma dobro oskrbo? Ali je sploh zmožna, da sama poskrbi za vse to? Saj je od moža vsak dan na novo slišala, da ne zna nič, da ni sposobna za nič, da ni nič vredna in da brez njega ne pride nikamor. Vsa ta vprašanja trpinčijo vse ženske, ki doživljajo nasilje. Ženske, ki doživljajo nasilje, živijo v stalnem strahu za svoje telo, za svoje življenje in pogostokrat tudi za svoje otroke. So pod stalnim nadzorstvom moža in v izolaciji. Tudi to so eni izmed razlogov, da tako težko poiščejo pomoč in najdejo poti iz nasilja. Nasilje je vedno zloraba moči. Nasilje je namreč vedenje, s katerim oseba zlorabi svojo moč, da bi drugo osebo nadzorovala, ustrahovala, iškodovala, jo poniževala, jo razvrednotila, ji vzela moč in si jo podredila. Nasilje izhaja iz neravnovesja moči med dvema osebama. Poleg tega pa je nasilje vedno povezano s stereotipnimi predstavami o ženskah, moških in medsebojnih odnosih. Po tradicionalnih, patriarhalnih prepričanjih ne bi bil moški tisti, ki ima glavno besedo v odnosu in v družini, ki odloča, ki pove, kaj je treba in kaj ne.
se udejstvuje navzven, ki ne govori o svojih čustvih, ki je močan in pogumen in za vse težave rešuje sam. V patriarhalnih predstavah moškemu pripada tudi nadmoč nad ženo in skrajno, če žena ne ustreza predstava moškega, tudi uporaba nasilja. Ženska pa se naj po drugi strani prilagodi, podredi in se žrtvuje za moža in družino. Če je ženska vzgojena s takšnimi predstavami o svoji vlogi, bo veliko težje zapustila nasilnega partnerja. Nad 2500 žensk in nad 2600 otrok je našlo pomoč v varni hiši v Celovcu, odkar se je pred 40 leti na Koroškem odprla varna hiša za ženske in otroke. Vsaka od njih ima svojo individualno življenjsko zgodbo. Prizadete ženske so mlade, stare, imajo otroke, jih nimajo, so bolj ali manj izobražene, so ekonomsko bolj ali manj odvisne ali ne, so ostrike ali imajo migracijsko ozadje. Prihajajo iz vseh različnih družbenih slojev. Nasilje nad ženskami najdemo vsepovsod. Vsem ženskam nasilja in da jim je vzelo doživeto nasilje samozavest in samopodobo. Da nimajo zaupanja v svoje sposobnosti in da imajo strah. Strah pred partnerjem in strah pred bodočnostjo. Pogostokrat pa imajo tudi že psihične in telesne poškodbe. Vsak dan doživeti nasiljem je en dan preveč. Zato je tako pomembno, da se javno zavzamemo za pravice žensk in zavzamemo jasno stališče do nasilja. Z geslom ničelna toleranca do nasilja nad ženskami. Prav v duhu ženskega gibanja za osvoboditev žensk. Zavedajoč se, da se je treba za priborjene pravice zavzemati vsak dan na novo. Zgodovina in tudi politični razvoj v drugih državah nam kažejo, kako hitro se lahko spremeni politični in družbeni veter in se pridobljene pravice spet odstranijo. Kratek pogled v Afganistan, kjer so žene izgubile tako rekoč čez noč vse pravice, naj nam so v opozorilo. A tudi pri nas je bil boj za pravice žensk zelo potreben. Saj šele z zagnanostjo in trdno voljo ženskega gibanja v 70-ih letih prejšnjega stoletja prišlo do intenzivne in zelo široke razprave o vlogi žensk. Razprava o njihovem položaju v družini, na delovnem mestu in v družbi ter o pravici žensk do samoodločanja o svojem telesu. Z udejstvovanjem mednarodnega ženskega gibanja v Avstriji, predvsem z angažmajem takratne državne sekretarke za ženska vprašanja Johane Donald, je šele bilo ustvarjeno družbeno-politično ozračje, v katerem se je lahko javno obravnavala tematika nasilja nad ženskami v zasebnih odnosih. Največji in najpomembnejši politični dosežek je bila velika reforma družinskega prava leta 1975. Kajti z njo se je šele odpravila prevlada moških v družini ter ženskam zagotovila več pravic in dolžnosti. Daljnosežne reforme so spremenile način sobivanja moških in žensk in so tudi odprla vrata za politično razpravo o nasilju v zasebnih prostorih. Do takrat je namreč nasilje nad ženskami v družini veljalo za družbeni tabu ali pa za zasebno zadevo, o kateri se v javnosti ne govori. Izcimila se je tudi potreba po varnem prostoru za ženske, ki doma doživljajo nasilje. In tako je nastala zamisel o varnih hišah. Prva varna hiša je bila ustanovljena leta 1971 v londonskem predmestju. Bolj po naključju kot po načrtu. Erin Bizej, londonska gospodinja in mati, je želela ustanoviti prostor za srečavanje žensk in njihovih otrok, ter vzpostaviti komunikacijski in kontaktni center. Vendar se je v hiši, ki jo je dala na voljo, kmalu znašla ženska, ki jo je partner zlorabljal, zato se ni upala iti domov
in ni imela iti kam drugam. Gospa Bizej se je zelo spontano in nebirokratsko odzvala na stisko te ženske in ji ponudila zatočišče v hiši. Te ženski je sledilo številno drugih in tako je bila ustanovljena prva varna hiša za ženske v stiski. V naslednjih letih je nastalo pravo gibanje za ženska zatočišča, ki se je razširilo v druge države Zahodne Evrope, ZDA in Avstralijo. Vedno več ženskih organizacij se je začelo zavzemati za ustanovitve novih varnih hiš. Leta 1978 je na Dunaju odprla prva avtonomna varna hiša za ženske in otroke. Leta 1981 sta sledili hiši v Grazu in Innsbrucku. Zamisel o ustanovitvi zavetišča za ženske na Koroškem se je rodila leta 1980. Ko je Johanna Donald, takratna državna sekretarka za ženske zadeve, imela v Beljaku predavanje na temo nasilje v družini. Trajalo je še celih 4 let priprav, predvsem pa prepričevanja tako političnih strank kot tudi prebivalstva. Preden se je projekt leta 1984 končno uresničil. Danes imamo na Koroškem 4 varne hiše. Velik politični uspeh in pomemben napredek proti nasilju je uspel leta 1997, ko je Avstrija uvedla prvi zakon o zaščiti pred nasiljem, tako imenovani Gewaltschutzgesetz, in je s tem bila evropska pionirka. Zakon pravno zagotavlja boljšo zaščito žrtev nasilja. Eden največjih dosežkov v boju proti nasilju nad ženskami pa je tako imenovana Istanbulska konvencija, ki velja za najobsežnejšo mednarodno pogodbo na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini oziroma zasebnih odnosih. Zagotavlja celovit pravni okvir za zaščito žensk pred vsemi oblikami nasilja. Njen cilj je preprečevanje, pregon in odprava nasilja. Konvencijo je maja 2011 sprejelo 47 članic Sveta Evrope, med njimi tudi Avstrija. Države, ki ratificirajo pogodbo, so zavezane ščititi žrtve nasilja in jim nuditi podporo. Avstrija je konvencijo ratificirala novembra 2013, veljati pa je začela 1. avgusta 2014. Istanbulska konvencija velja za tako imenovani zlati standard pri preprečevanju nasilja in v boju proti nasilju nad ženskami. Konvencija vsebuje daljnosežne obveznosti za preprečevanje nasilja, zaščito žrtev in učinkovit pregon. Tako lahko povzamemo, da se je v zadnjih letih na politični ravni uvedlo precej zakonov in uredb, ki naj ščitijo ženske pred nasiljem. Kljub vsemu doseženemu napredku pa je nasilje nad ženskami še vedno pereč problem, pri katerem ne moremo dostikrat poudariti, da so za trajno zaščito pred nasiljem osebna svoboda žensk, finančna neodvisnost in samostojno življenje prav tako nujno potrebni kot nadaljnji boj za socialno enakost žensk na vseh ravneh. Še naprej moramo zagotavljati, da bodo ženske in otroci v stiski deležni podpore, ki jo potrebujejo. Prizadevati se moramo za družbo, v kateri nasilje nima prostora, ter v kateri sta enakost spolov in spoštovanje norma. Ženske, mamice, babice, dekleta, feministke, aktivistke in vse tiste, ki ste prepričane, da je boj žensk za ekonomsko, politično in družbeno enakost pomemben, stopimo skupaj in se skupaj borimo naprej za pravice žensk in za prihodnost brez nasilja in živimo mednarodno sestrsko solidarnost. Zavedajmo se, da ima vsakdo pravico do življenja brez nasilja in da je nasilje nad ženskami kršitev človeških pravic. Praznujmo uspehe, ki jih smo že dosegli, a ostanimo budne.
Postavimo se proti vsaki diskriminaciji žensk. V tem smislu vam želim za današnji dan vse najboljše in še en velikodušen in uspešen dan žena. Hvala lepa. Thank you.